Nahajava se pred namestitvenim centrom, dejansko pa zaporom Vijal na Hiosu, grškem otoku, ki se nahaja le kakih 6 km od turške obale. V tem trenutku je v, recimo temu pošteno, zaporu, tako rekoč koncentracijskem taborišču, nastanjenih med 1700 in 2000 ljudi, beguncev in migrantov praktično z polovice tretjega sveta, ki v temu zaporu živijo v katastrofalnih razmerah. Primanjkuje hrane, v tisti hrani, ki jo begunci imajo, se nahajajo insekti, videli smo številne fotografije, ki so naravnost ostudne. Primanjkuje tekoče vode, tople vode ni, prihaja do številnih, kako naj rečem, nasprotij med različnimi skupinami beguncev in migrantov, ki so zaprte za temi vrati. Šele pred 4 dnevi so se begunci, ki so bili prej 30 do 40 dni neprodušno zaprti v kempu, lahko sprehodili do okoliških trgovin. Prej je bilo tudi nekaj stradanja, veliko je bilo bolezni, hkrati je onemogočena resna zdravstvena oskrba, na voljo je le omejena prva pomoč. To, kar se dogaja tukaj, Hios, ta zapor tu je, tako imenovani hotspot, je neposredna posledica, boleča posledica dogovora med Evropsko unijo in Turčijo. In ljudje tukaj ne vejo, kaj jih čaka, številni že več kot mesec dni čakajo na odobritev prošnje za azil in so zavedajoč se tega, da so v izgubljeni situaciji. Čakanje se nadaljuje, človeška beda se stopnjuje. Boštjan Vidnošek in Jure že ni s Hiosa.